Projekt v okviru Evropskega teritorialnega sodelovanja Slovenija-Koroška, sodelovanje za skupen nastop na trgu jugovzhodne Evrope, so pripravili Gospodarska zbornica Slovenije, Visoka strokovna šola na Koroškem, Univerza uporabnih znanosti na Koroškem in Enterprise Support. Seveda ne smem pozabiti omeniti sofinancerjev oziroma glavnih financerjev, to je Evropski sklad za regionalni razvoj, ki je financiral projekt približno v deležu 80%, potem je to KVF in pa po novem služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Zaključni dogodek projekta je potekal v obliki mednarodne konference z naslovom Jugovzhodna Evropa, ustvarjanje regionalnih partnerstev 12. marca 2015 na Bledu. Namen dogodka je predstaviti naše izkušnje in prakse. Udeležence so uvodoma pozdravili Aleš Kantaruti, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije, magister Samo Hribar Milič, Gospodarska zbornica Slovenije, dr. Dietmar Brodel, Visoka strokovna šola na Koroškem, Univerza uporabnih znanosti na Koroškem ter magister Miran Breznik, Enterprise Support. Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo si bomo za to vrstno sodelovanje seveda prizadevali tudi v novi finančni perspektivi. Operativni program je bolj ali manj pripravljen, to najbrž veste, pripravljajo se vsi potrebni dokumenti, gradivo za to, da bomo začeli tudi z razpisovanjem projektov. In tovrstni projekti predstavljajo poleg tega, da vam nudijo neka orodja in način, kako spoznati potencialne partnerje, tovrstni projekti služijo tudi temu, da pospešujemo ali pa povečujemo zavest o tem, da je potrebno svoje priložnosti uresničevati malce dlje kot samo na domačem dvorišču. Für die Fachhochschule Kärnten war dieses Projekt ein besonders wichtiges Projekt. Das Thema Kooperation, Internationalisierung, insbesondere im Raum Südosteuropa, ist für uns ein besonders wichtiges Thema, ist für uns profilbildend. Und daher waren wir sehr froh, dass wir von Beginn an bei diesem Projekt mit dabei sein konnten, das mitentwickeln konnten. Dejstvo je pa tudi, da mala podjetja, ki imajo dobre produkte, dobre storitve, se še premalo upajo iti v izvoz. In to je bil tudi z našega vidika poglavitni razlog, zakaj smo rekli, pomagamo malim, srednje velikim podjetjem, tako na avstrijskem Koroškem, kot tudi v Sloveniji. V nadaljevanju srečanja so domači in tuji govorci spregovorili o priložnostih in izzivih čezmejnega sodelovanja, upoštevanju medkulturnih specifik pri poslovanju ter gospodarskih in političnih pogledih na prihodnost jugovzhodne Evrope. Namen in cilje ter potek projekta sta predstavila magister Miran Breznik, Enterprise Support, ki je prikazal posamezne korake dela projektne skupine, od iskanja potencialnih partnerjev preko izdelave strategij vstopa na trg do vzpostavljanja poslovnih kontaktov na trgih jugovzhodne Evrope, ter Bojana Jančič z Gospodarske zbornice Slovenije. Naš projekt je dobil akronim SIK Export Coop SEE, kar v bistvu pove vse. Gre za skupni nastop, se pravi slovenskih in pa avstrijsko-koroških podjetij, malih in srednje velikih podjetij na izbranih trgih jugovzhodne Evrope. Na tem zemljevidu je pokazano, v bistvu so pokazani ti naši ciljni trgi, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Kosovo, Makedonija, Črna Gora, Bolgarija in pa Romunija. Kaj je namen projekta? Na prvem mestu spodbuditi internacionalizacijo oziroma povezovanje in sodelovanje teh mikro, malih in srednje velikih podjetij, identifikacija tržnih potencialov na ciljnih trgih, vzpostavitev novih poslovnih kontaktov, iskanje novih poslovnih priložnosti in pa seveda razvijati te inovativne in trajne trilateralne oblike sodelovanja. Projekt je začel operativno delovati oktobra 2011, zaključuje pa se z letošnjim marcem 2015. V te naše aktivnosti, ki so vključevale tako informativne dneve, različne delavnice, individualne obravnave, sestanke, je bilo obdeleženih preko 200 slovenskih in koroških podjetij. Kot naš najbolj pomemben output ali pa rezultat dela so pa definitivno kooperacijske skupine oziroma vključena podjetja. In nekako zdaj smo prišli do nekako 7, ampak res teh aktivno delujočih
kooperacijskih skupin z inovativnimi, neverjetnimi idejami, produkti, storitvami. Sodelovanje in povezovanje kot priložnost in izziv za mala in srednja podjetja je predstavila magistra Erika Kren-Neuwirth iz strokovne skupine Sodelovanje in povezovanje na Avstrijski gospodarski zbornici. Predstavila je rezultate raziskave strokovne skupine in poudarila, da je sodelovanje in povezovanje oziroma oblikovanje poslovnih mrež bistvenega pomena za mala in srednje velika podjetja. Glavne koristi partnerstev vidi v dodatnih naročilih oziroma povečanih prihodkih, višji dodani vrednosti podjetij ter izmenjavi izkušenj. Magistra Kristina Štaubman, Visoka strokovna šola na Koroškem, Univerza uporabnih znanosti na Koroškem, se je v svojem predavanju dotaknila smernic za mala in srednja podjetja za uspešno internacionalizacijo pri čezmejnem sodelovanju. Poudarila je, da partnerstva predstavljajo odlično priložnost za dosego mednarodnega uspeha, zelo pomembno pa je izbrati pravega partnerja za sodelovanje, cilji ter strategije pa morajo biti usklajeni. Svoje poglede in izkušnje z aktivnostmi v okviru projekta pa so predstavile nekatere kooperacijske skupine iz Slovenije in avstrijske Koroške. Projekt, ki nam je sam nekako prišel naproti preko gospodarske zbornice, je bil, bi rekel, na začetku zelo taka nedoločen izziv, kaj naj bi tukaj počeli. Bolj, ko smo v projekt stopali in smo imeli pri tem izredno srečo, da smo skupaj z partnerji našli izredno dobrega partnerja na avstrijskem Koroškem, zelo blizu, tudi kilometrsko blizu, ki je imel podobno vizijo kot mi in ki je želel podobno kot mi. Skozi ta 3 leta sem jaz kot direktor in predvsem moji sodelavci, mlajši sodelavci, pridobili izredno veliko znanja, naredili vse te korake, ki ste jih videli, ključno za korporacijsko pogodbo, ki smo jo lani jeseni podpisali, razvili skupne produkte, jih ponudili zdaj že hrvaškemu trgu, predvsem pa premostili barijere v glavah in barijere v poslovanju, ki smo jih Slovenci tudi na tej strani meje dolga leta imeli, in našli en tak zelo dober kooperativen skupni jezik. Na začetku kot mladi podjetnik sem imel biznis plan in v glavnem sem veliko idej imel, ampak še nisem vedel, s čim naj začnem. In potem je pač tisti projekt se začelo in sem pač rekel, da hočem v tisto smer za sejemske štante in v to smer, da tisto pohištvo, ki ga zgradim iz kartona, da tega tudi naredimo iz plastike. In tako sem pa ta 2 gospoda srečal. Aleks je prišel v bistvu do nas, fant je zelo ambiciozen, velike ideje ima, naše podjetje se ukvarja s sejmi. Ugotovili smo, da se ne razvijamo več mogoče še na štandih, ki so narejene iz ekomaterialov in smo rekli, zakaj pa ne, nove ideje so tukaj. Potem je tudi še Jure prišel z plastiko, še nekaj povedal. Ja, v bistvu za nas je pa tudi to sodelovanje tak, po eni strani izziv, ker veliko ljudi percipira karton in plastiko kot neka konkurenčna materijala in je zelo zanimiv koncept, da v bistvu skupaj naredimo produkt, ki združuje oba izdelka in oba hkrati ekološka. Se pravi, da je tako plastika reciklirana kot tudi karton se reciklira in se da skomunicirati to, da v bistvu je v celoten produkt nekako ekološko prijazen. Sodelovanje je pač ena izmed naših prioritet. In zdaj, če je to sodelovanje še s partnerjem, ki ni na tradicionalnih trgih, se govorimo o naših tradicionalnih trgih, potem je to še toliko bolj zanimivo čist na začetku tega projekta. Že sam iz tega stališča, da bomo dobili partnerje iz Avstrije, je bila dovolj velika motivacija za prijavo v ta projekt. Ampak potem pa, sama sodelovanje v teh delavnicah, srečanje, ki smo jih imeli tako v Sevcih pri nas v Lotričem Roslovju, kot pa v Ortnerju, na gospodarski zbornici in pri vseh deležnikih, so nam pa res odprla še en drug način, ali pa pogled sodelovanja, kot sem omenil, kulturne razlike. Kulturne razlike seveda imamo v glavi in sicer mi najprej prišlo na misel, da je to na karavankah, ampak ko sem ugotovil, da so kulturne razlike med velikimi in malimi podjetji. V poslu so seveda
razlike tako kot doma med žensko in moškim in da rečemo potem res tiste kulturne razlike, ki so v prvi fazi prišle na plano, so zbledele, ker enostavno geografskih barijer ni, kot sem rekel, kranjska klobasa, dunajski zrezek, skratka, to, ali pa če vzamemo italijansko pasto, to je neka generična povezava teh in ljudi in pa prostora. In mislim, da znamo na tem prostoru ustanoviti, tako kot je Marija Terezija 1775 leta ustanovila meroslovni sistem, smo mi danes poklicani k temu, da ustvarjamo nove partnerstva. Po interaktivni delavnici Medkulturni management, ki jo je vodil Michael Gates iz Richard Lewis Communications, sta udeležence nagovorila generalni sekretar Eurochambra Arnaldo Abruzzini, ki je govoril o jugovzhodni Evropi z gospodarskega vidika, ter Jelko Kacin, zavezništvo ALDE, nekdanji predstavnik Slovenije v Evropskem parlamentu, s temo Jugovzhodna Evropa obeti za prihodnost. Udeleženci pa so ob koncu srečanja dejali: Prokolekt je v območju jugovzhodne Evrope prisoten neposredno prek svojih hčerinskih družb in za to regijo pomagamo slovenskim izvoznikom, pa tudi celemu svetu, s pridobivanjem informacij o podjetjih, torej bonitetna poročila, monitoring, te stvari, to je kot v smislu preventive. Po drugi strani pa, če se v tem sodelovanju z podjetji iz te regije kaj zalomi, pa pomagamo z izterjavami. Mi sicer naravnost ne sodelujemo pri tem projektu, ampak je zadeva seveda zelo zanimiva tudi za nas, ker mi sicer izvažamo 90% svoje proizvodnje, ampak kar se tiče same kooperacije, pravzaprav ena to od naših usmeritev, recimo, tako da ne delamo samo gotovih proizvodov, ampak sodelujemo s podjetji, zdaj gre predvsem za Nemčijo in Švico, kjer našim partnerjem dobavljamo samo en del in potem sodelujemo na tem področju. Tako da tisto, kar imamo mi specializacije, kar znamo narediti najboljš, pa partner na tem področju ne more ali pa ni konkurenčen, potem mi to dopolnjujemo.